Luka Gobec, prvi pomočnik trenerja Rožmana. Seveda moramo najprej povedati, da s Simonom je vse v redu, da je zdrav, da vodi ekipo, ampak malo spremembe je fino in je lepo, da lahko s tabo spregovorimo pred tekmo z Mariborom. Živja! Lepo zdrav. Ja, res je, z Simonom je vse ok. Mogoče malo spremembo pred tekmo v sami izjavi. Luka, letos z Mariborom še nismo izgubili. Ali nam lahko tudi jutri uspe? Jaz verjamem, da bomo mi v strokovnem štabu in igralci naredili vse, da lahko to ponovimo. Dejstvo je, da se vsi zavedamo, da velja Maribor za enega zelo kakovostnega nasprotnika, za eno zelo močno ekipo. Druga stvar je pa, da na koncu mi vsako tekmo gremo na polno, z željo, da pokažemo predvsem nek vsebinski del na igrišču in tudi enako bo v Ljudskem vrtu, se pravi, da gremo v Maribor z eno veliko željo se prikazati v naši najboljši luči, predvsem vsebinsko, kaj želimo početi na igrišču in verjamem, da se nam lahko na koncu tekme vse dobro izteče. Zdaj seveda najvišja mesta so malce oddaljena, vendarle pa na voljo še 15 točk. Kako bodo Domžale igrale do konca? Res je. Je pa dejstvo, da se mi do konca sezone ne ukvarjamo več veliko za točkami. Na koncu imamo zdaj nekaj poškodb, bolezni, tako da bomo morali malo prevedriti kader. Vsekakor bodo dobili priložnost tudi naši mlajši igralci. Verjamem, da jo bojo maksimalno izkoristili. Tako da do konca sezone je naš glavni cilj predvsem, da se na igrišču pokažemo v naši najboljši luči, da vsi igralci, ki bojo dobili minute na igrišču, da jih maksimalno izkoristijo in da predvsem lahko potem v prihodnost gledamo z neko pozitivno lučjo. Ja, zdaj seveda si me potegnil za jezik, ker si omenil, da nekateri bodo manjkali. Kakšno je zdravstveno stanje? Kdo od standardnih igralcev pa dejansko manjka in kdo so tisti mladi, ki bodo nastopili? Zaradi prepovedi igranja manjkata Đurić in Hodžić. Potem poškodovani so, bom rekel, Strajnar, Mutavčič, Perc že nekaj časa, isto Klemenčič. Imamo še nekatere fante, ki sicer so v kadru, ampak imajo manjše poškodbe, tako da bomo videli, da imamo še današnji trening, tako da vidimo, kaj bomo naredili za jutri. Hvala lepa in srečno v Mariboru. Hvala lepa.